Tehnične preglede vedno povezujemo s testnimi stezami, merilnimi napravami, strogimi kontrolorji, tako da avte vedno odpeljamo na določeno lokacijo. Čeprav so nujno zlo, ki ga noben ne mara preveč, se po drugi strani vsi zavedamo, da je to nujno, ker s tem skrbimo ne samo za svojo varnost, ampak za varnost vseh udeležencev v prometu. Kaj pa, če tehnični pregled pride k nam? Tehnične preglede na terenu upravljamo predvsem zato, da se približamo strankam oziroma lastnikom traktorjev, ker traktorji so še vedno počasna vozila in zato, da se ne dela gneča na cestah, pač pridemo mi na teren. Koliko pa je takšnih pregledov vsako leto? Neka okvirna številka pregledov je tam okolo 120 000. 120 000? Vozil, ja. To pomeni, da je toliko traktorjev dejansko na cestah? Traktorjev dejansko je še, na cestah jih je mogoče toliko, oziroma dejansko jih je še več. Nekatera vozila so še vedno neregistrirana, ki jih lastniki uporabljajo samo na njivah. Ampak oni pa ne smejo na cesto jeti? Oni ne smejo na cesto. Torej mora pa narediti tak tehnični pregled in če ga naredi, gre lahko na cesto? Tako. Slovenija je še vedno država, ki ima največ traktorjev na prebivalca. Kakšna je pa povprečna starost traktorja v Sloveniji? Zdaj povprečna starost traktorja je tam okoli 20 do 25 let. A se to kaj izboljšuje? Se načeloma izboljšuje. Zakaj so novi traktorji recimo toliko boljši od starih? Novi traktorji so boljši v bistvu predvsem zaradi varnosti, zato ker so varnostni sistemi traktorjev že boljš narejeni. Same zavore, zaščitni loki, kabine. Ampak vseeno, zakaj pa je sploh treba uporabljati tehnične preglede, če se vozijo itak sam po njivah? V bistvu se ne vozijo sam po njivah, uporabljajo tudi javna cestišča, za nekaterih imajo celo do trgovine pa nazaj. Tehnični pregled se upravi predvsem zaradi varnosti vozila. Koliko jih pa zavrnete na tehničnih pregledih? Zdaj številka ni zanemarljiva, predvsem jih zavračamo zaradi pomanjkljivosti, kot so svetlobna oprema za upravljanje pa pnevmatike. Zdaj, kar se tiče opreme za ustavljanje, to so zavore, tega je najmanj. Mislim, imajo poštimano to. Včasih se peljem po cesti, pa se za kakšen traktor in kadi kaj iz termoelektrarne. Kako lahko tak traktor sploh naredi tehničnega? To se kadi za starejšimi traktorjemi, ne vem, govorim ali letnik 80, takrat še ni bilo, v bistvu takrat še niso bile emisijske zahteve tako stroge, kot so pa zdaj. Ampak, kakor vem, so zdaj že tudi pri traktorjih emisije pomembne. Tako. Pa se jih meri? Trenutno se jih še ne meri, ne. Ampak je kakšen, ne vem, ideja, kdaj to bo? Zaenkrat še ni govora o tem. Izgleda kar zabavno, pravi vaški dogodek, ko pride toliko enih traktorjev na kup. Seveda se ti pregledi izvajajo samo za točno določena vozila, kot so na primer traktorja. Za avte tole ne bi bilo preveč v redu, ker bi bilo majčkeno preveč enostavno in ker ne bi kjer dosti naredili za večjo varnost. Traktorji pa večino svojega dela naredijo na njivah, ne pa na cestah, zato lahko.